Toni Smolej, inštruktor gorske reševalne službe, na predlog župana občine Radovljica Cirila Globočnika vas je odlikoval Borut Pahor, dobili ste državno odlikovanje, seveda iskrene čestitke tudi v imenu gledalke in gledalcev Gorenjske televizije. Verjetno je bilo to za vas presenečenje, ste bili veseli? Sigurno, da sem bil vesel, da je prvič, da je prišel predlog s strani župana, seveda v sodelovanju z članov društva GRS Radovljica, in pa vesel sem bil, da je tudi, bom rekel, okolica spoštuje prostovoljstvo, no. To se mi zdi tudi zelo pomembno, da je v tej sredini, ki delamo, da je za nas, ki je zelo pomembno, bom rekel, razumevanje za to dejavnost amaterizma, ker gorska reševalna služba še zmeraj dela na osnovi amaterizma. Vsi smo amaterji, nobeni profesionalci, in to je ena velika nagrada za vse nas reševalce, bom rekel, ne samo tukaj v Radovljici, ampak tudi širše v celi Sloveniji, in seveda, da to priznanje, ki je bilo dano s strani predsednika države, to je ena velika čast. Obenem pa tudi velika obveznost za naprej, ker konec koncev to ne pomeni zdaj pa konec delom, ampak normalno moramo naprej nadaljevati. Seveda še za večjo odgovornost, kot pa do sedaj. In za vas je to verjetno velika čast, presenečenje, glede na to, da je za vami preko 1000 reševalnih akcij. Sigurno, da je bilo presenečenje, da smo to gorske reševalce dobili, ker konec koncev, ker vidim po teh statistikah, je to prvo priznanje za gorsko reševalno na tem področju. Da sem jaz dobil to priznanje, mi je pa še večja čast. Seveda pa, tako kot sem že prej rekel, mi je pa to ena velika obveznost, no, še za naprej, in pa odgovornost, in pa seveda vizija, da prenašamo to znanje, ki ga imamo, na mlajše, ker konec koncev moramo stremeti za tem, da ta nivo, ki ga imamo, obdržimo in pa pridobimo novo članstvo, in seveda pa, da delamo vsi v smeri amaterizma, ker konec koncev zaenkrat smo še vsi prostovoljci. Mislim, da je to prostovoljstvo neprecenljiva vrednost tudi za državo in pa za vse ostale, kajti še zmeraj delamo sobote, nedelje, noči, nikoli čas bil tisti, ki je bil omejitev, ampak zmeraj je bila neka vizija nekomu pomagati, če je pomoči potreben. To je pa tudi naša osnovna in pa temeljna naloga. Vi sami ste stopili v te vrste že leta 1971, to je kar dolg čas v bistvu, in včasih verjetno tudi svoje življenje darujete za to, da lahko nekoga rešite. Ste velikokrat v nevarnosti gorski reševalci? No, res, da jaz sem 71 stopil v vrsti, 75 sem pa naredil tudi izpit, pa sem pa pač stopnjeval, kar se tiče samega usposabljanja pa napredovanja. Da je pa delo gorskega reševalca nevarno, je pa to razumljivo, no, ker konec koncev nesreče so tudi v težkih pogojih, v stenah, tereni so vedno različni, zahteve so vedno večje. Tako da reševalc se pač, ko gre v te vrste, mora zavedati tudi teh stvari, da je lahko kaj narobe, če gre zjutraj od doma in da je zvečer ne pride domov. Tudi to moraš imeti v glavi. Res pa je, da je, bom rekel, ta usposabljanje, izobraževanje, ki ga imajo, zelo dobro usmerjen v te kategorije nevarnosti, tako da je vsak reševalc, bom rekel, dobro usposobljen. Pogoj, da je tudi dobro opremljen. Ko pa enkrat vse te pogoje izpolni, pa potem tudi bolj varen pri svojem delu in pa pri samem reševanju. Kajti vemo, da reševanje je velikokrat na rezini noža, velikokrat bi lahko rekli, zdaj pa ne moremo več, ali pa bomo priložili, ampak strani gorskih reševalcev te besede ne bomo, nismo, ne moremo, še nismo slišali, pa jo verjetno tudi ne bomo, ker konec koncev se vsi tega zavedamo in pa tega poslanstva, ker je obenem velika čast, da lahko nekomu pomagaš, in tudi velika nagrada, da ti potem nekdo reče hvala lepa, kar je pa, mislim, da je to največ. Pomoč je lahko zelo hitra sedaj z mobiteli, tako da je reševalna ekipa lahko zelo hitro na kraju nesreče. Seveda, če to dovoljujejo tudi vremenske razmere, tudi to je pomembno.
Seveda je, seveda nesreče so v lepem in pa v slabem vremenu, to je vedno, a ne. Mobitel je pa eden od pripomočkov, ki je pospešil odzivni čas od ponesrečenca pa do nas oziroma do našega prihoda, ne. Prednost mobitelov je v tem, da nam čedalje več pošiljajo koordinate, da dobimo samo lokacijo preko telefonske aplikacije, da vidimo, kje je, dobimo smer, dobimo, bom rekel, linijo, čas. S tem je odzivni čas zelo kratek, tudi za nas, a ne. Tako da, bom rekel, mobitel je prednost, sigurno. Sigurno je pa včasih tudi pomanjkljivost, kajti v določenih situacijah se kdo znajde, ki bi mogoče lahko pri bivakiru pa bi zjutraj normalno nadaljeval, ampak ker ima pa mobitel, smatra, da je ogrožen, kar je razumljivo, pokliče na pomoč in normalno akcija steče. Tako da, bom rekel, dobre in slabe lastnosti, vendar več je dobrih lastnosti glede mobitela kot pa slabih lastnosti, a ne. In kakšno je letošnje leto? Ja, če gledamo malo po statistiki od januarja, januar je bil zelo hud, a ne, tam so zelo hude nesreče, tudi v sredini, v kateri jaz delam, pa živim, tako da, bom rekel, je bilo dosti akcij že. V okolici pa sploh pa julijci so bili oblegani, ene Karavanke, ravno tako Kamniške, Savinjske Alpe, tako da, bom rekel, da smo pa pripravljeni tudi na letno sezono, ki se je danes začela, a ne. Z današnjim dnem je tudi na Brniku dežurna ekipa gorskih reševalcev, zdravnikov in pa policistov, tako da bojo do konca 10. meseca dežurali vsak dan. Tako da so ponesrečenci zanesljivo lahko v mislih, da bo pomoč zelo hitro prišla, ampak to naj ne bo izgovor, da ne bi bili previdni pri svojih turah, a ne.